Evo smo v novi epizodi Remota. Danes je z nami en poseben gost. Gost, ki je bil z mano v pogovoru, sem prošel pogledat, Boris, 8. avgusta 2019 sva midva na ideji posnela en pogovor, ki je meni precej odprl glavo. Takrat sva sicer govorila o GPT-2. Ne vem, koliko se spomniš, no? Ker verjamem, da imaš skozi zdaj zadnja leta prezentacije na to tematiko. Tako da bežno sva ta model omenila, zdaj pa ja, decembra se je nekaj zgodil v svetu razvoja, oziroma bi jaz rekel tudi nasplošno v svetu, nasplošno, generalno se mi zdi, da se je svet spremenil in se bo rapidno začel spreminjati v naslednjih mesecih in letih. OpenAI je izdal ta, lahko rečemo, GPT 3.5, ChatGPT, tudi znan. In biznis ljudje, predvsem na LinkedInu sem videl, da so začeli vsakodnevno, vsakourno objavljati glede te tehnologije, a ne? In mi smo se tudi na podcastu že precej pogovarjali o tem, ampak nimamo domenskega znanja toliko zelo. In smo rekli, da bi bilo mogoče koristno, da tebe povabimo, da nam malo orišeš, mogoče malo tehnično plat, pa malo tvoje vidike, kakšne implikacije bo imela ta tehnologija najprej mogoče na biznis svet, pol pa še na svet na splošno. No. Torej sem mislil, da bi te za naše poslušalce čisto na kratko predstavil, prejem ti dam eno kratko besedo. Boris je strokovnjak za učenje strojev z več kot 15 let izkušenj v različnih industrijah. A ne? Zdaj si regionalni vodja podatkov pri Endavi na Adriatic področju. Bil si soustanovitelj in vodja večjih podjetij na področju AI in IT tehnologije. Svetoval si vladam o strategiji in standardu o AI tehnologiji. V zadnjih letih so pa tvoja glavna interesna področja ali pa interesi veliki jezikovni modeli in druge generativne tehnologije umetne inteligence. No. Tako da, Boris, jaz bi se ti še enkrat rad zahvalil za tvoj čas in tvoj prispevek, no, na tem podcastu. Tako da mogoče za začetek bi ti predal besedo, preden gremo v diskusijo. Malo tvojih razmišljanjih, no? Od decembra pa do zdaj. Ja, hvala, Klemen, za predstavitev pa za povabilo. Ja, mislim, da je zelo dobro to, kar si povedal, ne? Da na nek način se je spremenil svet. Zdaj, jaz se spomnim na enega prejšnjega pogovora, ki je bil tudi kar zelo dolg, se spomnim. In dejansko imam jaz občutek, da tista, vsaj za mene osebno, ne, je tista ta prava sprememba sveta se zgodila kakšno leto dni potem, torej 2020, ko je bil javnosti predstavljen in tudi vsaj v nekem malo ožjem krogu dan v uporabo model GPT-3. Zanimivo se mi je zdelo potem v naslednjih letih, da kljub pač neverjetnim sposobnostim, ki jih je imel že ta model, v širši javnosti ni bil zelo odmeven na nek način. Večinoma se je z njim ukvarjala strokovna javnost, bi rekel, pa še to samo en del nje. Tudi v podjetjih sem videl, kar nekako ni bilo pravega entuzijazma za uporabo teh modelov, oziroma je bila skepsa izredno visoka. Ne? In to seveda se je zdaj spremenilo decembra. Mislim, da je to kar en tak fascinanten primer tega, ne? Koliko lahko uporabniška izkušnja pa dejstvo, ne, da se nekaj približa širokim množicam, ne? Koliko lahko potem tudi to vpliva na biznis in po moje se zdaj kar naenkrat, ne, tako rekoč na pol čez noč, ogromen podjetij srečuje zdaj s tem vprašanjem, kaj lahko pričakujejo od teh modelov, kako jih lahko uporabijo. Zdaj, jaz spremljam te vnete debate, saj delno, recimo po LinkedInu, in ena stvar, ki jo opažam, ne, je, da je kar precej enih stvari v povezavi s tem, ki so mogoče ne najboljše razumljene. Torej, v smislu tega, da model ljudje želijo uporabljati na napačen način, no, vsaj tako, kot jaz to vidim. Istočasno je pa tudi relativno malo zavedanja,
koliko daleč naprej so pravzaprav neke stvari v strokovnih krogih, oziroma mogoče niti ne toliko strokovnih krogih, imam občutek, da najdlje trenutno je mogoče kakšna skupinica zanesenjakov ali builderjev, ljudi, ki v bistvu probajo maksimalno hitro implementirati kakšne rešitve predstavljene v znanstvenih člankih, ki uporabljajo kakšne zelo lean, ampak zelo sposobne librarije in potem gradijo neke prototipe, ki kažejo recimo neke funkcionalnosti, ki so bistveno naprej tudi od tega, kar lahko vidimo pri ChatGPT-ju. Tako da mogoče da dam recimo tako kot dva taka primera tega, konkretna, recimo kar se tiče napačne uporabe oziroma interpretacije teh modelov. Ljudje zdaj vidim dostkrat hočejo, sploh prvič, ko pridejo v stik s to tehnologijo, to uporabljati kot neke vrste bazo podatkov, oziroma nekega orakla, ki ga sprašujejo neka dejstva in potem pričakujejo eksaktne odgovore. Te modeli sami po sebi niso dobri v tem. Če jih sprašujemo neka faktična dejstva, imajo to tendenco, da bodo odgovorili napačno, lahko kdaj pa kdaj si bodo izmislili kakšno dejstvo, bodo pa to izmišljeno stvar povedali zelo samozavestno, v takem samozavestnem slogu. Tako da ni pa to nerešljivo. V bistvu vse, kar rabimo narediti, je, da ta model uporabimo ne kot bazo, ampak samo kot v bistvu neko lepilo oziroma povezavo do različnih servisov, kjer pa so shranjene faktične informacije, in to mislim, da je en tak velik razkorak, ki ga veliko ljudi še ni nekako čisto usvojil. Ta druga stvar, kar se pa tiče teh naprednejših funkcionalnosti, recimo zdaj je sicer Microsoft predstavil novi Bing, trenutno je seveda čakalna vrsta, ni še odprt za množice in njegova glavna prednost seveda je ravno ta povezava z internetom, da lahko v bistvu model citira vire, od koder je pobral informacije in tudi, bom rekel, sintetizira informacije iz večjih virov hkrati. Ampak recimo to je neka stvar, ki v bistvu so jo manjši iskalniki že implementirali, recimo primeri so you.com ali pa Perplexity. Istočasno tudi v bistvu lahko, in to tudi počno seveda razni zanesenjaki, lahko pač to funkcionalnost pravzaprav replicirajo. Pa ne samo povezava z spletnimi stranmi, ampak tudi povezave z raznimi API. Torej, te modeli so v bistvu lahko neke vrste, meni všeč izraz orkestratorji. Orkestratorji v tem smislu, da dobijo neko nalogo, potem presodijo, a bodo to sposobni rešiti sami iz svojih uteži, naučenih, ali pa v resnici morajo poklicati en drug servis, ki pa ima to sposobnost, da ta problem reši, pošljajo to nalogo tja, dobijo nazaj rešitev in potem v bistvu nam odgovorijo. Tako da to je recimo ena stvar, ki mislim, da bo v naslednjih mesecih postala malo bolj jasna, malo bolj očitna in bo imela pač velike posledice. Evo, takole mogoče en tak uvod z moje strani. Ja, veš kaj, mene je takoj zanesel v bistvu na to, kar si rekel, kaj je Microsoft predstavil, pa mogoče lahko samo omenimo, da je Microsoft investiral, mislim, da 10 milijard v podjetje OpenAI. Vse skupaj s prejšnjimi investicijami, mislim, da že okrog 13 milijard. 10 je bila samo zadnja runda. Ja. Jaz sem zadnje par dni, oziroma zadnje 2-3 dni, kar precej gledal, predvsem intervjujev Satya Nadella, CEO-ja Microsofta, in v bistvu ta njihov bet na prihodnost te search kategorije, ko on vedno poudarja, da je v bistvu največja kategorija v IT-ju nasploh, kateri dominira trenutno Google že zadnjih 20 let. In on v tem vidi veliko priložnost za Microsoft. In zdaj smo videli pač s to predstavitvijo 3 dni nazaj, ko so začeli integrirati tehnologijo ChatGPT-ja v svoje produkte, v Bing, ki si omenil, v Edge browser. In te stvari, ki sem jih jaz videl, so mi bile tako ultra zanimive. In še bolj mi je bila pa zanimiva stvar prezentacija Googlea, ki je nekako dal so odgovor na to.
Ne? Precej časa smo čakali, kaj bo Google predstavil iz te kategorije. Ne? In bilo je precejšnje razočaranje. Ne? Z mojega vidika, z vidika fantov, ki smo se pogovarjali v našem chatu, in z vidika Wall Streeta, oziroma Nasdaq'a. Mislim, da je za 10 oziroma za 8% padla delnica takoj po predstavitvi svoje rešitve. Ne? Cirka 100 milijard ali 110 milijard tržne kapitalizacije je izginilo. Ja, tako da, evo, to je moj nastavek. Kaj je tvoj pogled na v bistvu začetek te tekme med Microsoftom in Googlom? Se pravi, bi lahko rekel, da je prvi polčas ali pa prva četrtina bila dobljena z strani Microsofta. Malo tako, kako ti vidiš to tekmo? Ja, po mojem moramo mečkati v preteklosti, da pogledamo, kje so se v bistvu te začetna izhodišča te tekme pravzaprav zarisala. Tako, kot si rekel, Klemen, Microsoft je naredil veliko stavo, ampak še preden je naredil Microsoft to stavo, jo je naredil OpenAI. Recimo takrat, v času, ko smo mi imeli najprejšnji pogovor, takrat še ni bilo očitno, da se bo dal te modele tako zelo skalirati in da s tem, ko bomo večali njihovo kapaciteto, njihovo količino podatkov, na katerih so naučeni, število parametrov, da bomo dejansko tudi v smislu performansa dobivali tako močno boljše rezultate. In pač OpenAI je bilo eno redkih podjetij, ki si je res upalo in je napolno stavilo na to hipotezo skaliranja. Medtem ko Google recimo je bil do tega zadržan. Zdaj, moja interpretacija je, da so v Googlu nekako stavili, da bo za tak napredek potrebna bistveno večja kompleksnost sistemov, da bo treba bistveno bolj razumeti mogoče stališča nevroznanosti, kako deluje človeška inteligenca, preden bomo lahko šli v tej smeri. In posledično tudi potem, ne bom rekel, da so to ignorirali, so razvijali, sploh DeepMind je bil aktiven tukaj, torej ta del Googla. Niso pa v smislu produktov tega potiskali naprej. Zdaj pa v bistvu so se znašli v situaciji, ko sta to dve podjetji zelo v smislu svojega portfelja naložb pa od tega, kje dejansko nastaja revenue, sta zelo drugače pozicionirani. Pri Googlu je ogromen odstotek celotnega prihodka izvira povezavi z iskanjem. Pri Microsoftu mislim, da je to 3%. Tako da recimo tudi, če bi Microsoft v tej stavi bil popolnoma zgrešen, pa bi izgubili še te 3%, ki jih imajo iz tega vira, mislim, da ne bi noben se prav zelo sekiral zaradi tega. Zdaj, zakaj je to mogoče taka grožnja? Jaz mislim, da je dobro, da se malo posvetimo temu iskanju. Čisto preprosto tudi zaradi tega, ker če pogledamo dogajanje v zadnjem letu dni, je bil neverjeten fokus v smislu generativnih modelov na slikah, predvsem malo se je začelo že tudi govoriti o videu. Ta search je pa tako, v današnjih časih skoraj da zveni malo dolgočasno. In jaz sem tudi videl, ko v podjetniških krogih govorim o tem in potem rečem, da je pač search ena najboljših aplikacij jezikovnih modelov. Ljudje me gledajo malo, kot da sem prišel iz leta 2000 ali pa celo iz 90-ih, kaj zdaj nam ti search prodajaš tukaj. Tako da zdaj, kaj je zdaj razlika? V bistvu ključna razlika je ta termin, semantično iskanje. Tako da mogoče se splača to poslušalcem malo približati, kaj to sploh je in kje je razlika. Torej, recimo, če pogledamo, kako so klasični iskalniki delovali in do neke mere delujejo še danes, to recimo, kaj izkušnja, ko gremo na Google, temelji na kombinaciji iskanja po ključnih besedah, plus seveda še veliko zraven nekak faktorjev, ki probajo v bistvu spletne strani rangirati glede na to, nekoč dolg nazaj, je bilo samo glede na to, koliko drugih strani daje povezave na to stran, ampak skratka gre za neke faktore, ki poskušajo neko kredibilnost vira, recimo, oziroma popularnost oceniti in posledično potem to stran rangirati više. Zdaj, ta izkušnja searcha pol izgleda ponavadi tako, da mi moramo v resnici vedeti, prav točno kakšne ključne besede se pojavljajo na tisti strani, kar pomeni, da dostkrat moramo malo ugibati, moramo malo poskušati, če iščemo neko specifično stvar, lahko
kar nekaj teh iskanj izpeljemo, ne. Istočasno seveda vsakič, ko izpeljemo to iskanje, ne, dobimo nove in nove oglase, ne, ki jih lahko poklikamo ali pa ne. Dobro, to je bila zdaj ta paradigma, ne, klasičnega iskanja, ne. Zdaj semantično iskanje pa temelji na tem, ne, da v bistvu mi vzamemo en tekst in ta tekst preslikamo v en poseben prostor, ne, lahko mu rečemo semantični prostor, tako da dobimo kot neko točko, si predstavljamo v tem prostoru, ne. In te točke, ne, v bistvu so si blizu v tem prostoru, če imajo podoben kontekst oziroma vsebino, torej pomen, ne. Kar pomeni, da ni te odvisnosti več na kakšne ključne besede. In recimo, ko mi dejansko potem kot uporabnik sprožimo neko iskanje, se naše vprašanje ravno tako preslika v ta prostor semantični. In potem se pogleda, ne, kaj je pa v okolici zdaj tega našega vprašanja, kateri viri pridejo po vsebini oziroma kontekstu dovolj blizu, ne. No, in ta preslikava, ne, iz našega teksta v ta prostor semantike je en sestavni del teh jezikovnih modelov. In seveda večji kot so, boljše uspejo ujeti ta kontekst in pomen in posledično seveda boljše rezultate iskanja dajejo, ne. Kaj zdaj recimo to odpira, ne? To pomeni, ne, da dajmo si tako predstavljati. Recimo, da jaz iščem eno zelo specifično stvar na internetu in opišem, kaj si želim videti. Teoretično, ne, če je nekdo semantično pokril, ne, oziroma temu rečemo vložil, ne, vložitev v semantični prostor, če je vložil vse spletne strani, ne, potem mi lahko dejansko to iskanje najde neko spletno stran, ki je recimo v vseh ostalih faktorjih precej obskurna, ne. Ampak ker dejansko se tako dobro ujame, ne, s točno tem, kar sem jaz iskal, mi jo bo ta iskalnik lahko v bistvu serviral med prvimi rezultati, ne. To je tisti del, ne, ki je v resnici precej revolucionaren, ne, ker če to iskanje deluje dovolj dobro, potem se mogoče vprašamo, a je sploh potreba potem, ne, da gremo mi na neko spletno stran, kot je Google, vtipkujemo nekaj noter, ne. Zakaj pa ne bi v bistvu to iskanje bilo za nas kontekstualno? Jaz recimo ustvarjam nek dokument, rabim eno informacijo, vprašam tega svojega asistenta ali agenta, ki je zraven, kaj rabim, on naredi to iskanje, pogleda 3 prvorangirane vire, jih sintetizira in pač meni enostavno v kontekstu, kjer jaz trenutno sem vrne odgovor. A ne, potencialno tle sploh ni nobene potrebe več, da bi imeli neko spletno stran. Mislim, lahko jo imamo, super, ne, ampak za marsikateri primer uporabe pa pač enostavno mogoče tega ne bo več, ne. In pri Googlu je po moje ta ključen problem, ne, poleg tega, da niso pravočasno investirali v to, ne, je problem, da najbrž ne poznajo ta trenutek dobre rešitve, kako v bistvu oglase plasirati v ta relationship med, bom rekel, iskalcem in iskalnikom. Ne? Ker če to izgleda kot neka naravna konverzacija, ne, tle je oglase relativno težko plasirati not. In tudi za ljudi, a ne, bi bilo, ker ti agent, a ne, ti že servira odgovor. Zakaj bi pol ti klikal? Zakaj? Saj odgovor gledaš pred sabo. Tako da potencialno je tle velika izguba revenue, ne, iz tega naslova, ne, in se potem pač znajdejo v tej inovacijski dilemi, ne. Zdaj, tudi če imajo tehnologijo in Google vsekakor ima to tehnologijo v smislu raziskav, ki so jih izpeljali, v kakšni meri zdaj to produktivizirati, ne. In jaz mislim, da ta trenutek še ni odgovora na to zares dobrega, ne. Boris, da lahko nekaj vprašam v bistvu na to temo, ne. Jaz sem poskušal to malo razumeti, ampak mi ni rata, če zares je zadeva glede podatkov, ne. Zdaj, ta arhitektura je relativno simple, ni zdaj arhitektura modela to, kar ima OpenAI. OpenAI je to začel prej od drugih, podatke dal noter in zdaj že šiba naprej za marketingom, ne. In zdaj že marketing modela razliko, delamo tudi razliko ta human input, ki ljudje to uporabljajo in tako naprej. Ampak te podatki, ki so oni dobili in vložili v ta model in naredili te semantične točke, mislim, kako so sploh to dobili?
A so to oni plačali ali so samo vzeli? Tukaj se mi zdi, da je še toliko enih vprašanj, kako bo ta model finančno tudi zgledal, da mi ni čisto jasen, kako ima sploh lahko toliko veliko podatkov brez vseh plačal. Ja, je kar dobro vprašanje in tudi na srečo imamo dober odgovor na to. Tudi, če bi šli gledati recimo v članke, ki jih je OpenAI objavil, recimo še v 2020, so šli glede tega, kje so v bistvu te podatke naše, so bili kar odprti. Torej, dost mislim, da so uporabljali Common Crawl, to je v bistvu nek repozitorij, kjer te pajki, ki skrepajo spletne strani, pač te podatke odlažajo. To so zelo velike, ogromne datoteke. Zdaj, seveda, oni niso uporabljali to v čisto surovi obliki, ampak so uporabljali v bistvu neke vrste trik. Torej, oni so pogledali, kakšno gradivo izvirov, ki se smatra za zelo kvalitetne. Recimo, primer bi bil Wikipedija ali pa mislim, da tudi ene odprto dostopne knjige. In iz tega so v bistvu razbrali neke lastnosti, kaj so neki splošni KPI, ki definirajo, da je en tekstovni vir kvaliteten. Pa so šli pogledati v Common Crawl in so v bistvu naredili neko filtracijo, torej iz tega totalne zmede vsebin, ki so jih pajki pobrali iz spletnih strani, so probali filtrirati ven tiste, ki so vse po teh prej definiranih KPI-jih malo boljše kakovosti. No, na koncu še vedno to šlo za gigabajte in gigabajte, ne vem zdaj točno na pamet številk, ali bo 500 gigabajtov, ali tako, skratka, kar velike številke čistega teksta. In na tem so v bistvu recimo naučili model GPT-3. Ampak vmes seveda je šlo to naprej. Naslednji korak je bil, da so dodajali kodo zraven. Tako da recimo ta model, ki ga zdaj uporabljamo prek ChatGPT-ja, je v bistvu en naslednik modela, ki je bil naučen in na korpusu besedil in na korpusu kode. Potem seveda se je pa še dodal temu se zdaj reče reinforcement learning with human feedback, mislim, da si to mislil, ker si to omenil, ta feedback uporabnikov. Ja. Ta zadeva pa tako deluje. Ja. Okay. Se pravi, ampak zdaj imamo dva primera pogledati. Economist kot revija, kot magazin, ima arhiv člankov od leta 1800. Zelo high quality source. A ima to ChatGPT ali nima takih sourcev? Težko presoditi za posamezne vire, ali noter ali ni. Mislim, po moje bi bil presenečen, če ne bi bilo nobenih prispevkov Economista noter v tej učni množici. Ampak ja, težko pa je reči. Ja. Ker mislim, da so tukaj naredili neverjetno stvar, da so toliko velik stvari dobili, toliko v bistvu nekako hiter. Ja, ampak mislim, to je tisto, kar sem prej rekel, da so stavili na to. V bistvu to, kar so oni naredili, teoretično bi lahko veliko firm naredili takrat, v istem času. To, kar v bistvu je bilo težko narediti, ni bilo zbrati podatke. Se pravi, podatki so tam. To je prosto dostopno, to lahko vsak od nas dol potegne. Jaz sem tudi gledal nekatere te koščke tega Common Crawla, naprimer. Šlo se je v bistvu predvsem za produktivizacijo, torej oni so mogli veliko narediti v smislu recimo MLOps-a, sploh v 2020 je bilo to še bistveno bolj zahtevno kot danes, tako da so mogli v to investirati, predvsem so pa mogli biti dovolj drzni, da so takrat milijone dolarjev, vsaj, če ne desetine, namenili v samo učenje modelov. In to je bilo takrat ni noben drug to upal narediti. So pa seveda potem naprej gradili zgodbo. In recimo danes je dejstvo, če gledamo vse benchmarke performansa, so njihovi modeli še vedno na prvem mestu. Torej, trenutno jih ni noben uspel disruptati v smislu, da bi dejansko ponudili boljšo kakovost modelov. Dobre. Ja. Kaj so parametri, da lahko mi te različne modele rangiramo? Kako se določi, da je, ChatGPT uspešnejši od enega drugega? A se gleda samo, kvaliteto teh povratnih informacij, če lahko malo o tem poveš? Ja, bi rekel tako, da
imaš zelo kvantitativne načine merjenja performansa, ki jih predvsem radi uporabljajo v akademskem svetu, ne? In potem imaš še ene take čist mehke v smislu tega, kakšen feedback uporabniške izkušnje dobiš od ljudi, ki postavljajo neka vprašanja. Ne? Zdaj recimo, če gremo najprej na te bolj kvantitativne, to tipično tako izgleda, ne, da se v akademski sferi definira en benchmark, ne, torej nek set podatkov, ne, in se potem preprosto modele testira na teh podatkih, pogleda se njihov performance in se jih primerja in recimo zdaj je šlo to tako daleč, da ne govorimo več o 3 benchmarkih, ampak je to verjetno tako bolj 100 različnih benchmarkov, naprimer pri jezikovnih modelih gre recimo odgovarjanje na vprašanja iz posameznih domen človeškega delovanja oziroma aktivnosti in tako naprej. Zdaj, te rezultati sicer še vedno govorijo v prid OpenAI, ampak ne dajo pa celotne slike. Ne? Torej, mi imamo lahko model, ki bo sicer na teh določenih benchmarkih dosegel relativno visok performance, v praksi, ki ga bomo pa kot uporabnik začeli dejansko uporabljati za nekaj, pa bomo videli, da vse je zelo limitiran in ta izkušnja ni gladka. Ne? In recimo tak primer je model, mislim, da se mu reče Bloom, da ne bom komu zdaj krivice naredil, mislim, da je Bloom. Ja, mislim, da je to. Ja. To je recimo en model, ki je nastal tako s povezovanjem pa sodelovanjem mnogo institucij, večinoma akademskih, in ima podobno velikost kot GPT, cirka isto število parametrov, okoli 175 oziroma 176 v tem primeru milijard parametrov. Ampak performance, čeprav na nekih teh akademskih benchmarkih ni bil slab, ko pa pol v praksi dejansko poskušaš nekaj s tem modelom narediti, pa niso najboljši rezultati. In tako tudi mislim, da trenutno v smislu te izkušnje, koliko tako čist praktično pogledano, imaš vprašanje, greš, ga zastaviš temu modelu, pogledaš, kaj dobiš, mislim, da tukaj še vedno dominira OpenAI. Imajo pa konkurenco, ki jim je blizu. Recimo, kakšna podjetja, ki jih tle velja omeniti, eno je recimo Anthropic. To je podjetje, ki je nastalo s tem, da se kar, mislim, da en del tima, ki je delal v OpenAI odcepu, pa naredil svoje podjetje. Njihov model se trenutno tudi že da testirati in sicer preko Quore. Quora je ponudila nek nov servis, kjer je možno komunicirati z več temi modeli, mislim, da sicer trenutno samo preko telefona, če se ne motim. In recimo tam se da dobro primerjavo narediti med ChatGPT-jem in tako imenovanim Claudom, to je model od Anthropica. In tle pa smo že blizu, recimo vsaj stališče te uporabniške izkušnje. Zanimivo je tudi to, da ta Anthropic zelo močan fokus pri razvoju daje na AI safety oziroma AI alignment in ta Claude je dizajniran za uporabo nečesa, čemu rečejo oni constitutional AI, ki je tak zanimiv pojem in sicer kako recimo modelu postaviti neke vrednote, neke smernice, ki jim mora slediti, in potem uporabiti te smernice dejansko za treniranje modela, ki bo na koncu dajal rezultate bolj v skladu s temi smernicami, kot pa recimo kot pa model, ki tega ne bi imel. In dejansko je to primer, jaz, ki sem bral ta članek, mi je bilo res fascinantno, da mi samo napišemo nekako te smernice in potem je en model, ki evaluira outpute drugega modela, a so skladne s temi smernicami in potem tistega prvega trenira k temu, da bo dajal odgovore, ki so bolj skladni. Tako da v bistvu ena umetna inteligenca drugo trenira, kako biti bolj v skladu z našimi vrednotami. Ja, ful zanimiv. Jaz bi mogoče šel sam en korak nazaj na tisto, ko smo govorili o monetizaciji vsebine na internetu, pa to, kaj je Jaša govoril glede pravic, ker se mi zdi tako ključno vprašanje v naslednjih 3 do 5 letih, ker, a veš, cel naš internet bazira na tem zastonskem modelu,
ki bazira na advertisingu. In zdaj tako, ti imaš neko spletno stran, ustvarjaš dodano vrednost za človeštvo in plačan si tako, da Google usmerja trafik na tvojo stran, ti pa tam pač ta trafik lahko monetiziraš, ali imaš neke vsebine, ki so malo zaklenjene, imaš oglase mogoče, ki ljudje pol kliknejo na tvoji spletni strani in podobno. Ne. Zdaj pa, to, kar je predstavljal Microsoft, jaz napišem search query, v bistvu nek tak daljši query vprašanja in jaz dobim že odgovor zlistan ob strani. Imam sicer te neke source, ki kažejo na neke določene strani, ampak jaz ne rabim pol klikniti več na to. In zdaj ta incentiv se mal podre, ali pa celo bi lahko rekel, zakaj bi nekdo dovolil, tako kot je Jaša rekel, uporabo svojega kontenta, zato da bi Microsoft delal cache, z nekim subscription modelom. Ja, mislim, neki te zgodbe smo imeli že zdaj. Recimo Google je bil vsekakor v nekih bitkah z medija, v smislu pravice do vključevanja novic v svoje rezultate in podobno. Mislim, da so pol dosegli neke poravnave ali pa vsaj v nekaterih delih sveta, nisem zdaj prepričan ali jih povsod, mislim, da ne povsod. Dajmo mogoče tako premisliti. Zdaj, če izhajamo iz tega začetne situacije searcha, tak, kot je bil do pred kratkim. V bistvu je to iskanje zelo nagrajevalo, bom rekel, zelo obiskane strani, ali pa v nekaterih primerih tudi mojstre SEO-ta, ki so uspeli tudi tako malo umetno prelesti više, kot pa bi si sicer zaslužili, recimo po nekih objektivnih kriterijih. Jaz mislim, da bo to zdaj postal malo manjši faktor, ker tako, kot sem prej rekel, s semantičnim iskanjem lahko lažje pridemo do nekih malo bolj obskurnih strani, ki pa so bolj relevantne za to, kar tisti trenutek user išče. Ker pomeni, da utegne se zgoditi, da bodo te najbolj obiskane strani ali pa danes najbolj obiskane strani, ki ponujajo nek razmeroma generični content na izgubi, bodo dobile manj referralov, zato ker to, kar ponujajo, bo mogoče pač enostavno Bing že odgovoril sam po sebi. Ampak zdaj, če pa bo nekdo rabil bolj specifične informacije, dajmo si dati recimo en konkreten primer. Recimo, da nekdo načrtuje neko potovanje v en razmeroma obskuren oziroma ne ravno pogosto turistično obiskan del sveta, in rabi nasvete glede tega. In potem Bing mu bo pomagal sestaviti itinerar in seveda znotraj tega itinerarja mu bo tudi pokazal, kje je dobil ideje. In zdaj, zakaj pa ne bi v bistvu nekdo vsem kliknil, kakšnega od teh virov, ker verjetno bo na unem viru pa malo več še pisalo o tem, ali bodo pa mogoče ideje še za kakšna potovanja v druge konce sveta, ki bi bile lahko zanimive te osebi. Jaz mislim, da bo kar nekaj tega klikanja. Tako da potencialno ta avtor še vedno bo lahko dobil korist od tega. Mislim, on v bistvu v prejšnjem modelu iskanja sploh nikoli ne bi prišel nad 35. stran Google. Zdaj pa bo lahko potencialno dobival nek za njega hiperrelevanten trafik. To so ljudje, ki iščejo točno take stvari, v katerih on oziroma ona piše. Da mislim, da se ne bo ta model čist podrl, se bo pa spremenil. Mislim, spremembe bodo. Kako se ti zdaj pa recimo na biznis strani, kot stranke podjetja za ta model. Meni se zdi, da skoraj po mojem ena izmed ključnih stvari, ki se bo verjetno zgodila, oziroma se že dogaja kar na veliko, je, da ti vzameš ta model in ga adaptiraš na svoje podatke za nek določen problem, ki se reši. In to že deluje, ti imaš 800,000 primerov in je že model boljši. In tukaj se mi zdi, da praktično kjerkoli firma danes ima sigurno en use case, kjer ima neko bazo svojih podatkov in bi to prav prišlo. Kot interni tool ali pa tudi kot v bistvu customer facing externi tool. Ampak tukaj recimo, kako ti to vidiš, ta adoption strani podjetij, da se igrajo s tem API-om in probajo svoje podatke dati noter in nekaj narediti iz tega. Ja, to je super tema. Tle imam veliko za povedati, skoraj mogoče za cel podcast. Okay, prva stvar, tle smo spet po mojem naleteli na eno področje, kjer je
razumevanje uporabe teh modelov mogoče malo napačno ali pa nepopolno, ne, sploh strani biznisov. Ne. Tako smo bili navajeni, ne, iz te pretekle paradigme podatkovne znanosti, ne, da si v bistvu ti ustvarjal prednost s tem, da si učil svoje modele, ker so se fitali na tvoje podatke, ki jih ostali niso imeli. To je bila obstoječa paradigma, vsi so pač dovolj veliki, so delali biznis iz tega. Potem seveda servisna podjetja so delala biznis s tem, da so pomagala tem biznisom modele postavljati v nekaterih primerih in tako naprej. Ne. Večini primerov teh modelov ni treba trenirati. To je prva stvar. Ne. Torej, doskrat vse, kar se zgodi, ko mi vzamemo tak model, kot je GPT-3, pa ga začnemo trenirati na svojih podatkih, smo naredili samo to, da smo poslabšali njegov performance. Mogoče smo ga izboljšali za en nišni use case, ampak overall smo pa zgubili velik del njegove splošnosti. Kar je, v bistvu smo vzeli tisto eno stvar, ki je najmočnejši diferenciator, zakaj se sploh pogovarjamo danes o teh modelih in smo jo pokvarili. To se zgodi po mojem 90% primerov. Istočasno pa obstaja izjemno preprost način, mislim, včasih bi skoraj rekel otročje preprost, kako lahko podjetja to uporabijo na svojih podatkih. In to je semantično iskanje, za katerega ni potreben nikakršen trening. V bistvu vse, kar rabijo, je svoje podatke embedati, vložiti v ta semantični prostor, tako kot sem prej povedal, in potem modelu, mislim, dodati Q&A funkcionalnost odgovorov na vprašanja preko modela, kot je GPT-3, ki lahko navaja te vire in išče potem v semantičnem prostoru. Mislim, to je trenutno za podjetja daleč najbolj low-hanging fruit, kar si ga lahko zamislijo, ker dejansko imajo že vso infrastrukturo postavljeno, po možnosti že imajo neke baze, data lake, whatever, vse, kar rabijo, je samo vzeti te podatke, jih vložiti v semantični prostor in dodati eno preprosto Q&A funkcionalnost on top z uporabo tazga modela, kot je GPT-3. Mislim, to je, tako, ne morem verjeti, da ta value trenutno ostaja tako hiper neizkoriščen. Res je smešno, žalostno včasih. Ok, zdaj si ful povedal, tako da, Andrej, če imaš kjer vprašanje, kar dej, kaj jaz imam ko ene 5. Ja, v bistvu jaz imam zelo direktno vprašanje, kako to dejansko narediti. Bom sam zelo kratko, kako se je ChatGPT zmotil, ne. Mi je rekel, ne moram uporabljati podatkov iz spleta, ne, lahko pa mi daš link do Google Spreadsheet oziroma razpredelnic, pa bom ti pomagal, ne, in potem jaz to naredim, pa reče, ja, ne moram to narediti, ne. Ja, pa ga vprašam, kako, če si lih prej rekel, da lahko to narediš. A ja, sorry, sem se zmotil, ne morem v resnici tega narediti. Tako da zdaj me zanima, kje bi jaz lahko to naredil. Mi imamo recimo... To je troll. Ja, mi imamo ogromno, imamo kot marketplace za posojila, ne, imamo ogromno podatkov o posojilih na NFT-jih in kako bi lahko zdaj jaz, ki moram to vse ročno analizirati, s kakšnim orodjem bi si lahko pomagal, da bi dosegel točno to, kar si opisal prej? Torej, tle dve knjižnici sta trenutno, ki spet bom rekel, so še vedno zelo malo znane, čeprav pričakujem, da se bo to spremenjalo. Torej, na prvem mestu je LangChain. Čeprav je tako slišati, nima nobene veze z blockchainom, ne, ampak je v bistvu knjižnica, ki je namenjena veriženju API klicev na te modele. Torej, v smislu, da mi recimo vzamemo eno nalogo, jo razbijemo na 5 podnalog in potem kličemo celo to verigo klicev, kjer rezultat enega klica potuje v drugi klic in potem v tretji in potem na koncu dobimo nekaj zelo kompleksnega ven kot output. Istočasno tudi LangChain kot tak podpira tako imenovana orodja. Zakaj je tako imenovana? Ker tako, kot je bil za človeštvo ful velik preskok, da smo začeli uporabljati orodja, je podobno zdaj pri jezikovnih modelih. Torej, jezikovni modeli zdaj ne rabijo vsega sami narediti, iz teh svojih uteži, ampak enostavno se lahko povežejo na nek tool. Recimo, jaz večkrat kažem na teh predstavitvah primer, ko, pa ga bom tle spet omenil, ker je toliko pomemben, recimo, te modeli ne znajo aritmetike, ko
sami po sebi niso dobri v računanju, kakorkoli čudno se to sliši, ampak res niso dobri. Ne? In recimo, Andrej, če boš spraševal neke stvari z Exceli, ki zahtevajo računanje, ti povem vnaprej, da bo slabo, zelo slabo. Okay. In ti lahko recimo poveš temu modelu, če te bo nekdo, tako poveš mu direkt, ti nisi dober v aritmetiki, zato ker to smo mi ugotovili, ko smo ga testirali in mu ti to poveš. Tako da, če te vpraša nekdo nekaj, kar presega najbolj osnovno računanje, ki bi ga tudi ljudje znali na pamet zračunati, evo, glej, ti bomo tukaj dali dostop do Python repla, ti napiš kodo, ki jo rabiš, da to zračunaš in potem ti bo repel vrnil nazaj output, ki ga ti lahko uporabiš. In to te modeli znajo delati, dejansko znajo pisati kodo, znajo prevesti problem, ki ga imaš ti, vprašanje v naravnem jeziku, v kodo. To kodo lahko potem zaženemo z obstoječim metodami, saj Python kodo znamo zaganjati. Modelu damo nazaj rezultat in on potem naprej s tem rezultatom dela, kar mora narediti. Lahko da ga samo nam posreduje, ali ga pa uporabi v naslednjem klicu. In to je tista stvar, ki trenutno ni pravega zavedanja, koliko je to neverjetno močna stvar. Omenil si LangChain, a je še kakšna druga? Ta druga je pa GPT indeks. GPT pa tole, že ni pomišljaj, ampak je ne moram vedeti, sem to pozabil, underscore, ali kako ne reče v angliščini, GPT indeks. GPT indeks, pa tudi, mogoče malo predstavim, nastal je v bistvu iz potrebe po tem, da bi imeli, zdaj to bom en korak nazaj, prej sem govoril, podjetje ima data lake in recimo, da se odloči, da vse svoje podatke embedati v ta semantični prostor. Vsem bi bilo fajn tukaj imeti neko hierarhijo, da so te podatki vsem tako hierarhično smiselni. In zdaj, ker v vseh teh primerih, ki sem jih prej govoril, je samo mi razrežemo podatke na koščke, damo semantični prostor, damo vprašanje in potem iz teh koščkov, ki so najbližje vprašanju, odgovarjamo. To je lahko včasih zelo dobro, ima pa tudi omejitve. Zdaj, lahko pa naredimo hierarhijo, lahko pa vzamemo recimo koščke, te sosledne, pa naredimo njihov povzetek in ustvarimo v bistvu nek njihov parent node, torej dva koščka povežemo skupaj v enega in v ta en košček napišemo noter summary tega, kar se je nahajalo v prejšnjih dveh. No, in potem to ponavljamo toliko časa, dokler nismo hierarhično uredili vseh naših podatkov v to sumarizacijsko drevo. In potem recimo, ko pride en problem, ko user pride z enim vprašanjem, se mi v bistvu sprehajamo zdaj dol po tem drevesu in gledamo, tle imamo zdaj dva summaryja, lepega pa desnega. Ta problem, a ga boljš pošljemo zdaj v to vejo po levi ali po desni. In potem toliko časa potujemo, dokler ne pridemo do bazičnih koščkov in potem z njimi odgovorimo na to vprašanje, ki ga je user imel. Tako da v bistvu recimo dober primer bi bil, recimo, da imamo knjige, ki so tematske. Ne vem, imamo knjigo o letalski industriji, imamo priročnik za programiranje, naprimer, in potem pride eno vprašanje o programiranju. Verjetno najprej boš poslal na levo to protuni knjigi za programiranje, ne boš v ki je specifično letalski industriji, recimo. In potem tako naprej, dokler ne prideš do nekje, kjer je odgovor na tvoje vprašanje. In v bistvu vse take stvari, tudi recimo query, SQL baze, isto, mi ne bomo zdaj baze kot take embedali v semantični prostor, to bi bilo nesmiselno. Mi bomo v bistvu mogoče modelu povedali, kakšna je shema baze, pa dali kratek opis tega v groben, kaj lahko v tej bazi najde in potem bo on v bistvu spisal query, ki bo šel na to bazo, dobil odgovor in nekaj naredil s tem odgovorom. Mogoče bi si tako lahko predstavljali, kot eno analogijo, kako to funkcionira. Recimo, da smo podjetje in pride k nam nov zaposleni, junior. Ful je bil dober na faksu, ogromen se je tam naučil enega splošnega znanja, ampak on pride v naše podjetje, pojma nima. Ne pozna ničesar, ne pozna baz, ne pozna, kako mi delamo stvari. Ampak vseeno ima pa to eno znanje, ki ga pa lahko izkoristimo. In v bistvu mi pol njemu pokažemo, razložimo mu, poglej, če hočeš priti do teh podatkov, je tle tale baza. Če te bo zanimal
te informacije o tem, kakšni so naši company policy, jih najdeš le na SharePointu v temu folderju. In potem seveda, če se znajde pa dovolj prebere stvari, bo kar naenkrat pa vedel, kje so kakšne informacije, pa kako do njih pride. In na podoben način so te modeli zdaj. Pač ta GPT-3 kot surov, kot sam, je kar nek svež, zunanji, novo zaposleni, ki pride v našo firmo, mi ga moramo zdaj povezati z našimi sistemi, da bomo lahko dobivali relevantne outpute. Se pravi, ta razlika, ki si ti na začetku omenil med tem, da ga uporabimo kot nek v bistvu nek knowledge graph, či zares, kot nek accelerator, da nam najde stvari, ki so blizu v prostoru, ker prva stvar je, ki greš v vsako firmo, je, kje so te podatki. Jaz rabam to, pa to, pa to, zdaj mi povej, kje so te podatki. In pa imaš milijon nekih stvari, ki jih implementiraš, da to hitreje najdeš, ampak to je v bistvu tukaj nek skoraj svetlobni preskok, koliko hitro boš ti lahko to najdel. Ja, točno tako. Ali pa, ne vem, dajmo pustimo zdaj samo podatke, ker to je širše. Recimo, v vsakem večjem podjetju so tudi stvari, ki so čisto procesno povezane. Recimo, jaz hočem, naprimer, imam en cloud subscription v firmi, in hočem zdaj povečati količino budžeta, ki je namenjen za ta cloud subscription. To zdaj ni neka stvar, ki se glih vsak dan dela, tipično. Kako zdaj jaz to naredim? Čisto. Kako zdaj to naredim? Ja, ne vem, lahko probam malo na hitrico pogledati, če je kje kakšen pravilnik v tem. Tudi če je, šanse so, da ga ne bom najdel s keyword searchem, zato ker, veš, cloud subscription, cost, budget, to je vse ful pogosto uporabljeno. In kaj bom naredil? Ja, tiket bom odprl. Napisal bom nekomu na nekem IT servisu, da pač hočem to narediti. In pol, ne vem, bo ta tiket šel k nekomu, bo mogoče na dopustu, ali pa ne vem, bo full busy, pa ne bo odgovoril, ali pa bo mogoče napačno tiket šel k napačnemu človeku. Skratka, en kup enega overheada je v podjetjih, ki je v bistvu sploh večjih. Je povezan s tem, da ljudje ne vejo, kako se točno nekaj naredi v firmi in potem probajo ugotoviti in zato uporabljajo huge effort, pišejo maile, odpirajo tikete, ne vem kaj, searchajo po raznih servisih znotraj firme, da sploh ugotovijo, kaj morajo narediti. In to potencialno lahko s to tehnologijo odpravimo. Pa jaz mislim, da tudi če samo to naredimo, je po mojem za en kup enih podjetij to neverjetna dodana vrednost. Sam zavedati se morajo, da se to da, pa tudi zavedati se morajo, da to ni zdaj nek projekt, ki bo trajal 5 let, pa bo zahteval, ne vem, 17 Scrum timov, ki bodo to implementirali. To je veljalo za preteklo paradigmo strojnega učenja. Ampak ti veš sam, mislim, da zelo dobro, kaj so blokade teh podjetij. In teh podjetij, vaše stranke, naše stranke, blokade so ponavadi security, pa risk, pa compliance, pa kaj se bo s tem zgodil, in se že tukaj obračamo 4-5 mesecev. In kaj bi ti nekomu rekel, recimo, da je tvoja stranka, pa je mogoče že trenutna stranka, se ne vem, pa on reče, Boris, jaz razumem ta use case, ta knowledge graph, ta ticket, da se v bistvu izognemo tem ticketom, da hitreje pridem do odgovora, da imam ta chain teh API-ov, to vse jaz razumem, ampak če mi to odpremo temu algoritmu in ga pripeljamo noter, a imajo zdaj oni naše podatke, ali nimajo, ali imajo, pa jih ne rabijo uporabljati, kaj se zares s tem dogaja, a mi moramo obvestiti naše stranke in kogarkoli, da so te podatke zdaj, da mi to uporabljamo, a je to zdaj legalno ali ni, čisto prestrašeni, kaj jim bi v bistvu rekel? Ja, to je zelo, to je res taka debata, ki se zdaj po mojem znova in znova pojavlja vse povsod. In tle je najpomembnejši faktor v bistvu spet partnerstvo med OpenAI pa Microsoftom. Ker zdaj, če bi bilo edino podjetje, ki bi zdaj to tehnologijo imela OpenAI, ta argument, ki ga imaš, bi bil za mnogo podjetij nepremostljiv, celo mogoče nepremostljiv tudi v daljni prihodnosti. Ampak zdaj pa je dejstvo, da vsi te modeli od OpenAI so del Azure-ja. To obstaja Azure OpenAI Service, ki je v bistvu na Microsoftovi infrastrukturi, pod Microsoftovo kontrolo, compliant z vsemi stvarmi, s katerimi je compliant Azure Cloud. In zdaj,
jaz bom tako rekel podjetju, ne vem, vi imate že potencialno itak vse vaše podatke imate na Azure-ju. Te podatke ste vi teoretično, ne rečem, že zaupali v hrambo Microsoftu. Uporabljate, ne vem, 120 različnih njihovih cloud servisov, zato da delate stvari s temi podatki. In zdaj, kaj je zdaj problem? Ste skeptični, da bi dodali 121. cloud servis, ki vam bo ustvaril vso to dodano vrednost? Pač, mislim, da je to zelo šibek argument. Ne? Ampak to zdaj govorim o teh primerih uporabe, ne? Kot je recimo interno dostopanje do podatkov. To so razmeroma low risk primeri uporabe. Ne? Zdaj, drugačna zgodba bi bila, ne? Če bi podjetje reklo, ne vem, recimo, da imamo eno firmo v zdravstvu in bi reklo, super, ne, zdaj bomo pa mi uporabljali GPT modele za triažo srčnih bolnikov v tej naši bolnici. To je pa druga zgodba, to je pa no-go. Tako da ena lekcija po moje tle pri uporabi teh modelov ta trenutek je podjetjem. Poskuste najti primere uporabe, kjer je tveganje relativno nizko v primerih, ko vse modeli kaj povejo narobe. Torej, če se gre samo za to, da bo en zaposleni mogoče dobil napačno informacijo, točne procedure, kako odda zahtevek za povečanje cloud budžeta na enem servisu, pač ni fajn, ampak ni pa katastrofa. Ne? In takih primerov je veliko. Torej, primeri, kjer tudi če je kaj narobe, ni hudo, v večini primerov pa ti tudi lahko enostavno preveriš, ali ima model prav ali ne, zato ker ti bo itak dal vir, ki je to prebral. In če vidiš, da se je sklical na totalno napačen policy, boš vedel, ok, to je prišlo to mi je prebral za čuda nekak iz pravilnika za anti-bribery, kar pomeni, da mogoče šlo nekaj narobe, ne, v tem smislu. Ne, torej, primeri, kjer lahko hitro opaziš, da nekaj ne štima. Tako da ja, bo pa po moje tega zelo, zelo veliko. Jaz mislim, da bo skoraj vsako podjetje, ki je na Microsoftovem stacku, bo šlo v implementacijo takih stvari v relativno kratkem času, po moje. Tako, kot smo imeli ta dvig, v 3 mesecih 100 milijonov uporabnikov ChatGPT-ja, danes verjetno še nekoliko več, v eni točki se bo podoben adoption curve v podjetjih začel odvijati. Ja, če smem, v 2 mesecih je dosegel 100 milijonov uporabnikov. Ja, v bistvu ja. Se to je moje glih vprašanje, ker malo govorimo o tem partnershipu oziroma investiciji Microsofta. Kakšen moat je to za Microsoft? Iz vidika tega, kad tako razmišljam, Google je prišel z neko superiorno rešitvijo searcha 20 let nazaj. In kaj se je pol zgodilo? Zaradi tega, ker je bil ta search toliko bolj uporabljen od ostalih, je lahko še hitreje ratval boljši od ostalih. Se pravi, ta learning, v bistvu količine klikov, kateri rezultati so za določen query res relevantni. To je v bistvu postal en velik moat, ki ga ni do zdaj mogel noben presežti ali pa ga prečkati z vidika Google. Zdaj pa imamo pač OpenAI, ChatGPT, 100 milijonov userjev v 2 mesecih, kar je v bistvu najhitrejša rast v zgodovini česarkoli, kar ima userje. TikTok je rabil par mesecev, mislim, da 9 mesecev, da je do te številke prišlo, oziroma skoraj 1 leto. Tako da iz tega vidika me zanima, kakšen je to moat in a misliš, da se ga da presežiti v srednjeročnem času in tako malo razmišljanje okrog tega. Ja, mislim, moat, ki je nastal, je v bistvu čisto tak behavioristični. Pač po tolikih letih uporabe tega in tega primata Google, je pač še v naš jezik je prišlo, pogooglaš nekaj, tako da tle definitivno je močen moat. Samo tudi, kar se tiče teh AI servisov za naprej. Tako, kot sem rekel, trenutno ima recimo OpenAI neko prednost na tem področju, niso še nobena druga firma, vsaj da bi bilo javno znano, jih ni ujela. In tudi za naprej, jaz mislim, da bo vedno tisti, ki bo v nekem danem trenutku prvi na temu trgu, bo imel neko prednost, neke vrste moat, pa čeprav recimo bo
ne vem, en open source solution, ki se bo pojavil recimo, ne vem, 1 leto po tistem, ko bodo oni launchali en servis, pa bo v bistvu delal isto dobro, kot to, kar so oni 1 let nazaj, ne bo toliko relevantno, zato ker bo en kup primerov uporabe, ki bodo vsi hoteli vedno uporabljati ta zadnjo, najmočnejšo, najbolj zmogljivo stvar. Jaz mislim, da recimo imamo podoben primer pri čipih. V bistvu dostkrat te proizvajalci med sabo tekmujejo, kdo bo tisti, ki bo v nekem danem trenutku dejansko na prvem mestu, ker mu bo to preneslo pač neke benefite, ker bodo takrat pač podjetja kupovala njegove čipe in ne tiste od unga, ki je na drugem mestu. Mogoče se bo pa stvar zamenjala čez 1 leto, pa se vloge obrnejo. Recimo, ne vem, smo imeli v preteklosti tako rivalstvo med Intelom pa AMD-jem, naprimer. In tle mislim, da bomo naleteli na podobno zgodbo, kar se modelov tiče, teh ogromnih, kot je ta, ki ga ponuja OpenAI. Drugače pa naslednji mod, ki je pa zelo težko premostljiv, je pa hardverski. Torej, tle bom rekel, da dostop do infrastrukture za učenje teh modelov, ki je pač toliko zahtevna, torej in proizvajalci orodij oziroma hardvera za vzpostavljanje te infrastrukture in podjetja, ki bodo imela dostop do tega zaradi, ne vem, financ, ki jih imajo ali pa preteklih vložkov, bodo imela nek mod, ki ga te, ki bodo na novo vstopali na trg, bodo zelo težko presegali. Tako. Kako se ti pa zdi v smislu, recimo machine learning, data science, AI, to je bilo včasih tako, zdaj smo pa nek nov model, neko novo arhitekturo odkrili, ki je dobra in smo v bistvu kreativni in imamo 3 super scientiste, ki so v bistvu nek napredek naredili. Kako se ti zdi ta evolucija teh arhitektur, a se zdaj vse nekako stisnili v en hardware pa neke podatke, ali je tukaj tudi nek del nekih modelov, ki so še vedno se zelo spreminja arhitektura, pa je še vedno smiselno v neko arhitekturo modela vlagati? Ja, to je mal pogled v zgodovino, kako se je to področje evoluiralo. Jaz mislim, da ko se je recimo to, kar danes poznamo kot data science, ko se je to začelo v podjetjih delati, je bilo zelo kaotično. Tudi orodja za podporo tega so bila zelo slaba, zato ni presenetljivo, da so potem na to področje vstopali raziskovalci, recimo, ki so poznali te algoritme do obisti in so jih lahko potem bili sposobni v neki obliki, pa čeprav za današnje čase primitivni in grozni stališča MLOps-a implementirati v podjetja. Tako da iz tle je prišla pol tudi ta fama, da data science, it's more art than science, da se je to smatrala ta sposobnost, ne vem, implementirati neke algoritme, istočasno pa razumeti poslovni kontekst, pa si izmisliti recimo neke atribute, ki rešujejo neke probleme, da je bilo to taka na pol čarovnija. Jaz mislim, da so te časi v večini minili. To je zdaj mimo. In sicer zakaj? Ker dosti teh problemov, data science problemov v podjetjih je pa do danes že res dobro razumljenih. Torej, tipično se marsikdaj zelo dobro ve, kakšne vrste podatke rabimo za to, da nekaj rešimo, kakšne algoritme bomo uporabili. Skratka, to je ratal bolj, mislim, ne bom niti rekel, da je science, ampak je bolj obrt, bolj obrt, bi temu rekel. In tudi, da bi zdaj recimo nekdo prišel v podjetje, pa na strukturiranih bazah podatkov, ki jih to podjetje ima, ustvarjal neke kreativne nove arhitekture, tega ne bo več, to je mim. Zdaj, kje se bodo nove arhitekture pojavljale? Sigurno, da bodo recimo big tech podjetja, pa njihovi labi, pa v nekaterih primerih mogoče neki ambiciozni startupi tudi, bodo poskušali preseči te arhitekture, recimo transformerjev, ki so trenutno tako popularne. Tudi mogoče bomo videli, da bodo podjetja v specifični domeni, recimo naprimer medija podjetja, nekatera se bodo odločila, da je ta generativni AI pomemben, bodo na polno investirala v to in bodo šli probala recimo nek
nov algoritmični preboj narediti. V večini primerov v podjetjih ne bo nobenega razloga za to. Ne. Mi bomo po mojem uporabljali te servise, kot je ta od OpenAI. Pač tako, kot danes uporabljamo, .NET tehnologije ali pa, RESTful API ali kratka pač neke gradnice IT sistemov, kjer ne bomo pričakovali od naših zaposlenih, da so ful kreativni s tem, ker tudi ne bo razloga za to. Ne. Ampak kje je pol konkurenčna prednost? Ne? Kaj je zdaj tukaj mislim tako? Te modeli bo na voljo, kreativnost ne bo več v modelih, lahko jih boš uporabil, treniral na svojih podatkih, uporabil za neke svoje v bistvu iskalnike, interne in tako. In to bo lahko pač vsaka firma naredila. In v eni fazi bojo to firme naredile in bojo vsi boljši, vsi bojo hitreje imeli podatke, ampak kje bo pač konkurenčna prednost prišla? A bo prišla iz tega, da bojo to eni naredili prej ene firme, pa bojo v bistvu ful hitreje lahko si neke informacije našle, pa bojo zato dobili neke konkurenčno prednost, pa bojo drugi spet to naredili na istem nivoju, pa bojo oni spet v spredi. Ali se ti zdi, da bo ta tehnologija, ki je tako general, da bo v bistvu samo produktivnost vsem zvišala, ne bo pa ver konkurenčne prednosti? Jaz definitivno mislim, da se bo zgodil tak precej širok poskok v produktivnosti čez vse industrije. Za posamezna podjetja bi pa tako rekel, ne. Vsekakor se nakazuje smer, da bomo zdaj v enem obdobju relativno hitrega tempa sprememb. Če primerjamo recimo, kako se je data science razvil v zadnjih 10 letih, smo zdaj pač vstopili v neko novo obdobje glede hitrosti. Ne. Kar pomeni, da podjetja, ki bodo znala te stvari pač prej spraviti na trg, pa do svojih uporabnikov bodo zagotovo črpala neko dodano vrednost in prednost pred ostalimi. Ne. Recimo, en tak dober primer, ki bi ga lahko izpostavil na to temo, sta podjetji Shutterstock pa Getty Images. Pač obedve sta v relativno podobni branži, ponujajo podobno storitev, ampak kako so se pa odzvale na te spremembe na trgu, je pa totalno drugače. Recimo Shutterstock je vstopil v partnerstvo z OpenAI, je začel AI generirane stock imidže ponujati na svoji spletni strani. Getty Images se je obrnil totalno v drugo smer in zdaj pač upleten v neke tožbe zoper ponudnike teh generatorjev slik. Zdaj, na zadnje, kar sem gledal, je bil razkorak v tem, kako je na to trg reagiral na borzi, totalno drugačen. Mislim, takrat, ko sem pogledal par tednov nazaj, je Shutterstock glede svoje delnice nekako ohranil vrednost cirka tam, medtem ko pri Getty Images je bil pa zdaj od avgusta naprej samo kolaps dol. In pač jaz mislim, da je to ena taka slika, ki jo bomo videli še marsikje. Pač ena podjetja bodo rekla, ok, to je priložnost, da ponudimo nove storitve, izboljšamo procese, zaobjela to na polno. Ena druga se bodo borila z vsemi 4 proti temu, lansirala tožbe, probala mogoče javnost nastrojiti proti kakšnim tem tehnologijam v želji po ohranjanju svojega obstoječega položaja. Mislim, da bodo težko prevladali s takim pristopom, ampak sigurno bo marsikdo poskusil. To je pa neizogibno. Tudi mogoče, ko se o tem pogovarjamo, je zanimivo vprašanje, kako pa recimo ljudje, posamezniki, strokovnjaki, kako se bodo odzvali na te tehnologije. Tle mislim, da je tudi nekako marsikoga recimo zdaj navdaja strah pred izgubo ali celo delovnega mesta ali pa vsaj te prednosti, ki jo ima kot strokovnjak oziroma strokovnjakinja na nekem področju. In jaz recimo, ko sem konkretno opazil, ko se o teh tehnologijah pogovarjam z različnimi vlogami ljudi, z različnimi ozadji, definitivno sem opazil večjo naklonjenost pri ljudeh, ki so mogoče malo manj povezani s programiranjem oziroma data science-om, ko je govora o teh modelih. Recimo nekdo iz marketinga se mi zdi, vsaj danes je bolj dovzeten do uporabe teh tehnologij, kot pa recimo nekdo, ki je njegova primarna naloga, da programira. Ena stvar, ki je mogoče drugačna perspektiva na to je,
tudi recimo, če nekdo pogleda to, kar zdaj počne, pa ugotovi, ne, da mogoče 50% tega, kar zdaj počne, se potencialno da s temi modeli avtomatizirati do te mere, da ne bi več on tega rabo početi. Ena perspektiva, ki je po moje koristna, je, da pomisli, ok, kaj so pa vse tiste stvari, ki bi jih jaz mogoče hotel prej početi, pa jih nisem mogel, ker nisem imel ustreznega znanja ali pa časa, pa so se zdaj na drugih področjih avtomatizirala. Ne. Recimo, sploh, če pogledamo, naprimer, ta razkorak, ljudje, ki znajo programirati, ljudje, ki ne znajo programirati. Pač, za marsikoga, danes je bilo, da je imel recimo zelo vredno domensko znanje, pa recimo ni imel dostopa do nekoga, ki bi mu dejansko pomagal napisati neko kodo, ki bi ga naredila veliko bolj učinkovitejšega, produktivizirala njegovo znanje in tako naprej. Zdaj, če se približamo temu, da bo v bistvu ta oseba zdaj znala pa konec koncev tudi sama nekaj tega narediti v pomoči teh modelov, ali pa obratno, da bo mogoče nekdo, ki je programiral, zdaj imel z uporabo teh toolov lažji dostop do nekih domenskih znanj, in v bistvu vidimo, da se potem neka rošada začne lahko dogajati, oziroma da se te vloge poklicev začnejo, kako bi rekel, malo se začnejo krušiti. Mešati. Kje se en poklic konča, pa en drug začne. In to recimo jaz zdaj vidim pri ljudeh, ki so zelo hitri bili pri vzemanju teh AI tehnologij, da ratajo lahko taki generalisti, da lahko prispevajo na raznih koncih, da so lahko zelo hitri pri razvoju in tako naprej. Tako da tle mislim, da bo kar en tak razkorak nastajal, ki bo za koga tudi neprijeten. Torej ljudje, ki bodo hitro osvajali te tehnologije, pa iskali možnosti, ki jim lahko koristijo, in tiste, ki se bodo z vsemi štirimi upirali temu. In tle bo nastal razkorak. Kje pa ti vidiš, Jaša? Da bojo preskoki? Ne, disrupcijo v bistvu. A veš, malo smo govorili o tem srču, kar je meni v bistvu še vedno ni dosti jasen, kako boš tako hitro spremenil biznis model, da bo še vedno funkcioniral na netu glede kontenta, in sigurno bo prišlo do kakšnih prilagoditev. Evo me, malo preveč govorim zadnje čase. Ja, ni panike. Glede disrupcije, v naslednjih 5 letih sem spraševal. Ne vem, kaj bi mogel nek biznismen razumeti, kaj bi mogel nek študent razumeti, ki zdaj je mogoče v času študija, kaj bi mogel nek freelancer razumeti, recimo jaz, tako malo. Kako ti vidiš ta landscape, stvari, ki se bo hitro spremenile, pa se bo treba prilagoditi v naslednjih letih? Ja, mislim, v bistvu je zelo, za marsikoga v teh vlog je kar težka situacija. Sploh recimo ljudje, ki se zdaj odločajo za študij. Sploh tisti, ki morajo recimo investirati potencialno veliko denarja v svoj študij, pa kaj bodo počeli naslednjih 5 let. Ker situacija, če pogledamo na spremembe, ki so za pričakovati pri tej tehnologiji, so take, da nič se ne kaže na to, da smo treščali zaenkrat ali pa da bomo v naslednjih letih v neko mejo, recimo ali glede hardvera ali glede te skalabilnosti. Zaenkrat ni takih rezultatov. In zdaj, jaz večkrat zdaj omenjam kot primer, kako so se pričakovanja o teh spremembah spreminjala. Se splača pogledati na Metaculus, to je kar neke vrste prediction market. In imajo tudi nekaj vprašanj na temo umetne inteligence. Recimo, meni je všeč vprašanje, kdaj bo javno objavljena prva oblika šibke splošne umetne inteligence. To je definiran sicer tako dosta akademsko, pač en sistem, ki bo na določenih benchmarkih presegel nivo performansa nad nek nivo. Gre pa v bistvu za take zelo široko zastavljene benchmarke, tako v smislu. In recimo v začetku lanskega leta je bilo pričakovanje, da se bo to zgodilo leta 2042. Zdaj na zadnje, ko sem pogledal, je bila letnica, mislim, da jesen
2027. Tako da recimo to je ena sprememba videnja prihodnosti, ki se je zgodila zdaj samo v zadnjem letu dni. Ne. Tako da v bistvu ljudje, mislim, zelo je ratalo nepredvidljivo, pač kje bomo čez 5 let. Ne. Ja, mislim, da edina ugotovitev, ki sledi iz vsega tega je, da bo zelo drugače, kot je danes. Zelo, zelo drugače. Ne. Potem se lahko vprašamo, ne, kaj so tiste stvari, ki jih lahko naredimo kot posamezniki, ki nas bodo naredile močnejše v okoliščinah z veliko spremembami. Ne. In tle pa mislim, da dostikrat ni tehnično znanje tisto, ne, ki nam bo to omogočilo, ne, ampak se splača mogoče vlagati v nek tak osebni razvoj veščin, ki nas naredijo odpornejše na spremembe, bolj prilagodljive, bolj odprte za učenje novih stvari in tako naprej. Ne. Ja, ne vem, recimo, Klemen, ki si to prej vprašal, jaz ti lahko recimo povem, da kakovost storitve jaz sem v konsultingu, ne, Boris, se pravi, imamo tehnologijo, ampak doskrat je pa tudi konsulting. Doskrat te stranka vpraša, nekaj te vpraša, kako naj definiram kritične podatke, koliko procentov vseh podatkov je kritičnih. Karkoli, stranka te vpraša. Nivo odgovora je šel gor, ker ga ona lahko sama dobi relativno ok. Se pravi, ne bo dobila vrhunskega odgovora, ampak bo dobila nek odgovor. Se pravi, vsi s tem, s komer ti delaš, ta informacijska asimetrija se je zmanjšala. Ker ni več ljudi, ki nimajo pojma. Vsak ima toliko pojma, kot ti ChatGPT reče, da je. Ne? In v bistvu teh slabih 50% odgovorov, storitev, ne vem, ljudi, bo težko še vedno dobil nek biznis. Kar pomeni, da se kakovost bo dvignila in tisti, ki pa so dobri, se mi pa zdi, da bo na račun tisti, ki niso dosti dobri, dobil še več, bi rekel, marketa. Se pravi, bo šlo v neko... Ja. Ja, jaz mogoče bi dve stvari tle še izpostavil. Ne. Eno je, recimo, ker to mislim, da je nekaj, kar bo sledilo dosti bližnji prihodnosti, ne, model GPT-4. Mislim, da to, kar je implementiran v Bingu, še ni čisto, čeprav je korak naprej pred ChatGPT. Mogoče mu bodo rekli na koncu GPT 3,75 ali ne vem kaj. Ne. Zdaj veliko govoric o tem, kakšne sposobnosti bo imel GPT-4. Jaz bi samo eno stvar omenil, zato ker mislim, da je prišla iz tako dosti zanesljivega vira. V bistvu je to pred kratkim izjavil na enem podcastu direktor podjetja Conjecture. On je bil drugač Conor Leahy. On je bil, mislim, da tako prvi posameznik, ki je reproduciral model GPT-2 že takrat v letu 2019. In je to takrat bilo zelo odmevno. Ne? In tudi je bila debata o tem, ali ima on zdaj pravico oziroma bi smel ali ne GPT-2 releasati javnosti. No? Skratka, ampak to, nekdo, ki je dosti znan in zanesljiv v tej skupnosti in ima dostop do GPT-4 v tej obliki, kot je danes, in ko so ga vprašali na podcastu, kaj je tako ena razlika med 3 pa 4, ki jo on vidi, ne? Je rekel, da njemu se zdi najmočnejša razlika ta, ne? Da GPT-3 večinoma ustvarja neke majhne odseke kode, ki so uporabni, tako snippete, da GPT-4 pa piše celotne programe, da je to razlika. Ne? Tako da to mislim, da bo kar en tak zelo velik preskok, no, ki se bo zgodil in se bo zgodil v kratkem. Ne? Ja, dobra primerjava, ki sem jaz slišal, glede tega, ker se zgodovina vedno ponavlja. Ne? In se spomnim takrat, ko so začeli biti popularni ti website builderji, se pravi, da si lahko sign-inuse in potem si začel z Wixom ali pa Squarespaceom ali pa WordPressom, tudi s temami,
si začel postavljati sam svojo spletno stran. In takrat je bilo tudi neka panika na mojem področju, kaj bo zdaj vsi te dizajnerji, programeri, ki so točno s tem biznisom ukvarjali, sploh počeli. Ne? In tukaj bi se v bistvu ful strinjal z Jašo, da, tako kot je prej omenil, da nek ta spodnji segment teh stvari, storitev z manjšo dodano vrednostjo, bojo šle stran, oziroma bo lahko ljudje s temi tuli, ki bojo na voljo, tudi s pomočjo umetne inteligence, bojo lahko sami si zagotovili to storitev. Zdaj ta higher tier, z višjo dodano vrednostjo, pa nekako stane, pa deluje skupaj s to tehnologijo, pa s tem toolom. Se pravi, ti kot strokovnjak uporabiš ta tool, ki je zdaj na voljo, da elevataš dodano vrednost še naprej. Ja, jaz se strinjam, da če se omejimo na en posamezen skill, da se utegne točno to zgoditi, kar razlagaš. Pač v smislu, oni ljudje, ki bodo res v špici pri tem skillu, bodo našli zdaj mogoče še dodatne možnosti, kako ga lahko monetizirajo. Tisti, ki so ponujali nekaj generičnega bolj, bodo imeli težave. Samo mislim, da je pa vseeno malo bolj, kako bi rekel, kompleksna zgodba. Že prej sem omenil, da v bistvu bo tudi recimo ljudem, ki imajo samo mid-level skill posamezen, bodo te modeli odprli možnosti, da posegajo na druga področja, ker bodo dobili support na teh drugih področjih strani teh modelov. Tako da bo kar naenkrat več interdisciplinarnosti na ta račun. Zdaj bi pa izpostavil še eno drugo stvar. Jaz recimo večkrat vidim v organizacijah, v podjetjih, neverjetno neizkoriščenost potencijala ljudi. Čisto preprosto, zato ker noben ne ve, da ta potencial sploh imajo. Ali pa dajmo iti na drug primer, recimo Silicon Valley. Tam je en kup enih dobrih ljudi, ki imajo neke skille. In zbrani so na enem območju, kjer si delijo prostor tudi za veliko VC, ki imajo denar, da investirajo v ta podjetja. In potem posledično je tudi to rata nek magnet, da pridejo še drugi ljudje tja. Torej v bistvu nastaja neke vrste, se temu reče Schillingova točka, kjer se ljudje zbirajo in denar in potem nastajajo stvari. In je pa to neko gonilo dodane vrednosti in podjetništva in tako naprej. Ne pomeni pa to, recimo, da nekdo, ne vem, pri nas v Sloveniji, naprimer, nima primerljivih skillov, ampak te skilli ne bodo utilizirani na tak način, kot bodo pa primerljivi skilli od nekoga v San Franciscu. Zdaj, kaj se utegne tukaj spremeniti? Torej, ena od stvari, ki jih bodo te jezikovni modeli lahko veliko bolj dosegali, pa semantični prostor, in to je nekaj, o čemer se relativno malo ta trenutek govori. Govorimo o iskanju po dokumentih, govorimo o iskanju po spletu, ampak te modeli bodo tudi omogočili iskanje po ljudeh, če se tako izrazim. Torej, vse recimo, kar posameznik ustvarja, kar daje v nek širši prostor stran od sebe, bo zdaj možno v bistvu zelo dobro sumarizirati in ker naenkrat bomo lahko ustvarjali tudi neke povezave med posamezniki na podlagi tega, kaj se o njih ve oziroma kaj so sami se odločili, da bodo javno razkrili o sebi. Recimo slišal sem to izjavo od nekoga, ki piše en tehnični blog, in je rekel, da on v bistvu je ugotovil, da je blog za njega kar neke vrste stran za kontakte. S tem, ko piše blog, on v bistvu dobiva kontakte, ko se mu ljudje javijo, zato ker so na podlagi bloga prepoznali, da je to nekaj, o čemer on nekaj ve, pa kar ga zanima, pa ima nek passion za to. In jaz mislim, da v eni točki, reputation, v neki točki bodo te modeli tudi to odprli. Recimo, lahko že znotraj podjetja, sploh velika, bodo veliko bolj sposobna prepoznati, da ima en posameznik skille, ki so uporabni za rešitev nekega problema, pa tudi, če je mogoče, ne vem, od unga problema sicer precej oddaljen v drugem sektorju, ne vem, kje 3 nivoje dol pod tem, kar bi sicer pričakovali. In isto bo to na globalni ravni tudi. Ne vem, v smislu, če boš ustanavljal podjetje,
pa boš iskal nekoga, ki bi ti mogoče zraven lahko pomagal ali pa bil zainteresiran za partnership, po mojem bodo obstajali servisi, ki bodo uspeli en kup ene vrednosti samo prek povezav med ljudmi razklent. Tako da tle imamo veliko enih rezerv, ker trenutno v bistvu mečemo resurse stran človeške v tem primeru, zato ker smo tako neoptimalno informacijsko povezani. Ne. Pa tudi čisto ena taka banalna stvar, ne? Ampak recimo jaz se ukvarjam tudi z rekrutmentom, ne? In pač, ne vem, pregledam CV-je, intervjujem ljudi in tako naprej, ne? In danes greš ti na ta CV, pogledaš nek na LinkedIn, včasih ima kdo GitHub, ampak v bistvu lahko človek napiše karkoli tam noter, ne? In če bi jaz imel neko zadevo, ki bi rekel, da mi povej vse, kar veš o tem modelu, až ful stvari bi dumil, ne? Seveda, ali so to resnične zadeve ali ne, je ena druga stvar, ampak jaz mislim, da bojo rekruterji začeli tudi to uporabljati, da bojo nek summary iz interneta si naredili o tem človeku in ga pregledali za CV-jem in rekli, aha, ok, is matching well, great, ne? Ja, se popolnoma strinjam, ne? Tudi recimo ene stvari, ki so spet malo premalo poudarjene, ne? OpenAI je jeseni lani izdal tudi model Whisper, ne? Ki je namenjen transkripciji in prevajanju govora, ne? Izjemno uporabna stvar, deluje toliko dobro, kot so prej neke drage komercialne rešitve, ne? Je pa popolnoma open source, ne? Recimo jaz sem, Klemen, kot zanimivost, jaz sem to testiral na unem najnem pogovoru iz 2019, ne? In je recimo sposoben zelo dober angleški prevod tistega najnega pogovora zgenerirati, no, tako skoraj na profesionalnem nivoju. Aha, se pravi, on vzeme audio, pa v bistvu naredi slovenščino, pa prevede. Ja, on vzame audio, ne. No, ok, zdaj pa recimo, če pogledam na svojem primeru, ne. Jaz že en čas recimo govorim o umetni inteligenciji, ne, ampak dosti tega je tako, veš, to so na YouTubeu neki stari intervjuji, recimo posnetki, kakorkoli, ne, eni so v slovenščini, eni so v angleščini, ne. In zdaj recimo, ne, če bi nekdo hotel moj profil delati, ne, se mu zdaj kar naenkrat odpirajo neke totalno nove možnosti, ne. Lahko recimo naredi transkripcijo in prevod v angleščino vsega, kar sem povedal, uredi po času, ne, in potem lahko še s temi jezikovnimi modeli postavlja queryje, ne vem, v smislu, kaj je on zdaj rekel v 2019 oziroma kaj je takrat trdil, pa zdaj trdi drugače, ne. Ali pa recimo eno stvar, ki sem jo napovedal v 2019, ok, katera od teh napovedi se je dejansko pokazala za resnično, naprimer, ne. In to je recimo ena taka stvar, ne, ki jaz ko gledam, mogoče en način, kako interpretirati te modele, pa ljudje spet ne delajo tega še zelo veliko. Predstavljaj si, da imaš na voljo 1000 internov, ki jim daš eno nalogo. In sej, tako, vsak od njih kot posameznik ni ful uspešen, mislim, nima ful znanja, dela napake, ne. Ampak, veš, če so te taski dovolj modularni, pa dovolj preprosti, ne. Veš, recimo, tako kakor naprimer, dej, poglej ta transkript govora, pa naredi povzetke iz tega, pa potem, ne vem, ali pa recimo, če greš odkrivati, ne, zdaj, kaj bi lahko tudi gledal, naprimer, ok, ne vem, nekdo je recimo napisal nekaj na Redditu, ne, ali pa na Twitterju, ne. Kako so drugi ljudje na to reagirali, ne, kako so to vrednotili. Veš, en kup enih takih mikrotaskov je, ki jih zdaj noben ne dela, ker je pač predrago, ker nima smisla, ne, ampak zdaj, če imaš pa ti na voljo te tule, pa hočeš to globino, jo boš pa možnost imel narediti, ne. In to bo po moje kar signifikant, ne. Ja, doskrat me vprašajo, zakaj ne delam podcasta v angleškem jeziku, ne? In vedno odgovorim, da bo čez 50 let jezik na internetu popolnoma irrelevanten, ne? Se pravi, bo vsa vsebina, ki bo obstajala na spletu, vsa vsebina bo language agnostic, se pravi, boš popolnoma vseeno, v katerem jeziku je, ne? In ja, nekdo bo odprl Idea kanal, bo kliknil neko epizodo in bo poslušal v mojem glasu v angleščini ali pa v japonščini ali pa v kateremkoli jeziku, ne. Tako da, ja.
No evo, zdaj v bistvu lahko narediš prvi korak, ne, da daš angleške podnapise, koliko jih je silno enostavno zgenerirati in so bistveno boljši recimo od tega, kar YouTube sicer v nekaterih primerih generira. No, sej iz slovenščine v angleščino itak nima, ne, ampak tudi če gledati iz angleščine v angleščino, no, so te modeli od OpenAI predvsej boljši. Ne. No in ta princip, ne, recimo, kar sem zdaj omenil, ne, da imaš 1000 internov, to je tudi tista stvar, ki bo na področju znanosti imela zelo velik doprinos. Ne. V smislu ljudje ful razmišljajo, ja, znanost, ne, to rabiš imeti ful vizijo, pa kreativnost, pa mislim, sej do neke mere je to res. Ampak večino znanstvenega dela, ne, tako vsaj, kot sem ga jaz imel priložnost spoznati, je pa razmeroma suhoparno iskanje po raznih virih, ugotavljanje tega, kaj so drugi naredili, pravočasno opažanje, da lahko ena metoda, ki je, ne vem, nekdo na drugem svetu razvil, se dobro aplicira na tvoj problem. In tle bodo nore pohitritve, no, ko v smislu, koliko enih predlogov bodo te modeli znali sami že delati. Ne. So bili že danes, ne, do neke mere. Ne. Ja. Andrej, lahko ti še kakšno vprašanje, pa jaz mogoče zadnje vprašanje, pa da ne bomo predolgi, da tudi malo spoštujem soboto Borisa. No, tudi vajno soboto, no. Ja, veš kaj, jaz sem tako po duši hardveraša. Skeptik, ampak če govorimo o zmesi softvera in hardvera, je mene vedno bolj hardver zanimal, tako da če lahko poveš kaj o infrastrukturi, ki leži zadej, ne vem, OpenAI in teh language modelov, ne vem, a veš, za YouTube rab ogromne serverske farme in tam so trdi diski in koda, ki potem to pošilja po svetu, ne. Kaj je pa tukaj? Kaj je v bistvu, a so to kakšni novi čipi? Tako, čist par besed o infrastrukturi, ki to poganja, pa mogoče kakšna podjetja, ki to infrastrukturo zdaj imajo in vzdržujejo za to. Ja, kole, ne, v bistvu, kar se tiče vseh teh modelov globokega učenja, nekako grafične kartice, ne, so se izkazale za najboljši substrat, ne, za njihovo zaganjanje. In to se v resnici do danes ni bistveno spremenilo, ne, ker je pravzaprav samo po sebi presenečenje, ne, napovedovali se je marsikaj tukaj. Tako da tudi recimo te modeli, ne, ki jih gradi OpenAI, ne, mislim, itak oni uporabljajo Azure Cloud za to, ne, in učijo na GPU-jih od NVIDIA, vsaj kolikor po mojih informacijah, ne. Tako da obstajajo zdaj sicer neke alternative, ne. Te alternative malo bolj pogosto uporabljane so prišle predvsem iz naslova, da so nekateri te druga big teh podjetja hotela v bistvu zgraditi to vertikalno neodvisnost in so šla v razvoj svojih čipov, ne. Recimo to primer je Google za svojimi TPU čipi, primer je tudi Apple do neke mere, ne, za to svojo M generacijo čipovja, ne. Obstaja ena gora startupov in recimo to je bila ena od mojih napovedi, ki se pa ni uresničila, ne. V 2019 sem to spremljal in sem videl, kaj vse se dogaja, kako je to aktivno področje in sem pričakoval sigurno v naslednjih, ne vem, 4 letih, da bomo imeli na trgu, bom rekel, manjša podjetja, specializirana za AI, za svojimi čipi. To sicer do neke mere je res, te ponudniki obstajajo. Problem, ki ga imajo, je, da ne ponujajo tako dobre softverske integracije pa uporabniške izkušnje za vse researcherje, ljudi v biznisu, ki delajo s tem. Tle je NVIDIA ne samo hardversko, ampak tudi za softversko podporo ustvarila kar soliden moat, ki ga ni enostavno preseči. Tako da, če bi me nekdo zdaj vprašal, ali vidim, da se bo tle kaj zelo spremenilo v naslednjih 2 letih, bi rekel najverjetneje ne. Torej, da bo še kar nekaj časa vztrajal primat NVIDIA, kar se tiče učenja teh modelov. Kar se tiče drugega takega efekta, no, mogoče omembe vrednega pa je, da so podjetja nekatera začela kopičiti, bom rekel, ogromne cloude teh grafičnih kartic. Recimo imamo 2 zelo diametralno nasprotna si primera, ne. Eden je Facebook,
ki ima, mislim, da več kot 10,000, torej klaster z več kot 10,000 temi zelo zmogljivimi karticami in je pač primer big tech podjetja. Ne. Na drugi strani imamo pa Stability AI, ne. To je v bistvu podjetje, ki je bilo v zadnji za produktivizacijo algoritma Stable Diffusion in ima tak zanimiv poslovni model. Ne. Torej, oni v bistvu vztrajajo na tem, da bodo nadaljevali z izdelavo open source modelov, ampak tam, kjer pa hočejo v bistvu ustvariti revenue oziroma dodano vrednost za svoje stranke, je pa pri tem, da jim bodo ponujali znanje in infrastrukturo tudi za učenje teh lastnih modelov podjetja, ne, ki bi ostali seveda njihovi interni. Ne. Tako da tle bo tudi, no, bomo videli po moje še več tega, no, podjetja, ki bodo ful investirala v te klastre. Pa ne samo, da kupujejo, ampak če nič drugega, da si na javnih cloudih rezervirajo ustrezno kvoto, ki je postala včasih kar težko dosegljiva. Ne. Tako da tle se utegne zgoditi neko ozko grlo za marsikoga. Ne. Tudi če gremo gledati stroške grafičnih kartic v cloudu, ne, mislim, so kar občutni. No. Tako, Pa se mogoče ponuja neka poslovna priložnost tukaj za neko distribuirano računanje teh stvari. Na grafičnih karticah podoben kaj Nicehash za prodajo računske moči, sicer za rodarjenje kriptovaluta, ne, ampak verjetno se bo kakšna taka tržnica pojavila enkrat. Mislim, da tako, imam nekje shranjen med mojimi favoriti, no, ne toliko dolg nazaj, no, je prišla ven ena tak poskus recimo te rešitve, ne, softverski, pa mislim, da so v obliki nekega marketplacea, no, kjer bi dejansko lahko uspeli so demonstrirati, no, da vse ni tolikšne izgube glede počasnejše komunikacije med nodi in da teoretično potem lahko učiš tudi zelo velike modele na tej distribuirani mreži grafičnih kartic, tako da tle, če bi nekdo recimo uspel to v kratkem rešiti boljše, a ne, sigurno je priložnost. No. Sigurno je priložnost, je pa po mojem tudi kar velik izziv. No. Mislim, da bistveno teži ravno zaradi te potrebe po hitri komunikaciji, no, kot pa je recimo pri kriptominingu. No. Ja, mislim, omenil si Facebook, pa glih zanj sem poslušal ta earnings call, na katerem je Mark Zuckerberg razlagal o nekak direkciji Facebooka, pa Mete, ne, generalno. In vem, da smo zadnje leto poslušali ful ta metaverse, ne. No, zdaj je malo plošča bila obrnjena, ker so veliko govorili o AI-ju, tako da je ful to mi bilo zanimivo, ne. Pa me zanima ta metaverse trend, govorjenje o tem, malo tvoj pogled, pa če vidiš kakšne preplete tukaj, ne? Pa če vidiš kakšen mod, ki ga ima Meta oziroma Facebook specifično. Ja, mislim, jaz sem bil tako kar navdušenec nad VR-om, ne. Mogoče sem pol ugotovil, ne, da vsaj v trenutni pojavnosti ima neke limitacije, recimo že samo to, ne, da pa čeprav rahla slabost, ne, ki se včasih pojavi pri uporabi tega, se mi zdi, da skozi čas, ko to dlje uporabljaš, ustvarja neko psihološko bariero do tega, kar mislim, da je pri ljudeh tako zelo, biološko nam je zelo pomemben signal to, a nam je pri opravljanju nečesa slabo ali ne. In se potem začneš podzavestno tega izogibati, ne, pa sploh ne veš zakaj. Tako da v resnici zdaj v bistvu VR manj uporabljam, kot sem ga nekaj časa nazaj. Ne. Tudi se mi zdi, da ta poskus monetizacije tega metaversa, no, se mi zdi, na katerega je marsikdo stavil, ne vem, če ima prihodnost, no, v smislu teh digital assetov kot takih, no, da bi ti pač v bistvu prodajal to. Sicer ne vem, če je sam Facebook ravno na to stavil, ne, se mi pa zdi, ne, da ta sinergija med recimo metaverse tehnologijami oziroma VR tehnologijami pa AI-jem bo pa izredno močna, ker če pogledamo recimo, kaj se zdaj dogaja, ne vem, recimo primeri so, kako nekdo so naredili, a ne, da ti v bistvu z uporabo Stable Diffusiona ti lahko pravzaprav VR okolja zadeva sintetizira, naprimer, a ne, pol tudi to
vsi te nerf modeli, ki omogočajo zelo enostaven prenos posnetkov, ki jih naredimo recimo v prostoru, v 3D modele teh prostorov. Veliko enih stvari, ki so predstavljale oviro, zakaj ni bilo več mogoče VR okolja ali pa boljših, se zdaj z razvojem AI-ja manjšajo. Tako da jaz mislim, da bo tehnologija imela svoj prostor, ljudje bodo po moje to vedno več uporabljali, ampak najverjetneje pa se mi zdi, da so pa podjetja, ki so pa toliko investirala noter v to, kot je Facebook, da so bila mogoče malo prekmal, oziroma da mogoče ta potencial, če ga primerjamo s temi spremembami, ki jih bo AI prinesel, ne bo tolikšen. In tudi zato zdaj mogoče čutimo malo pivot. Za Facebook pa utegne biti tudi ta njihov research direction, kar se tiče AI-ja, problematičen, ker recimo te izjave, ki jih zdaj pri njih na nek način vodi AI, vsaj v research smislu Jan LeCun daje v zadnjem času, mi daje misliti, da se hočejo malo odlepiti stran od te usmeritve v samo supervizirane modele, tako da nekako iz njegovih stališč je zaznati eno izjemno skepso, tudi kar se tiče jezikovnih modelov pa njihovega potencijala. In bomo videli, kako se bodo stvari iztekle, samo recimo moje osebne mnenje bi bilo, da to najverjetneje ni prava stava v tem trenutku, se preveč ločiti od potencijala teh jezikovnih modelov. V bistvu, Boris, sem še za na konec. To, zdaj se nekako, si mi rekel, prosim? Kaj si rekel, kaj si rekel o Jan LeCunu, se zdaj spomnim teh imen. Ta stava na ta jezikovni model in na več podatkov in na v bistvu raw power, dejansko to ni bilo jasno 5, 6, 7 let, pa 4 leta nazaj še. In to je dejansko bila stava, mi gremo ta approach, medtem ko, ne vem, Facebook, Google in to so rekli, mi rabimo neko inteligenco, to ni cool, mi gremo en drug approach. In zdaj se je pokazal, so v bistvu zdaj je zadnja runda pokrobla in vsi da karte na mizo in je jasno, kje razstava je bila boljša. Ja, mislim, ampak sem tako mogoče kot zanimivost, če se o tem pogovarjamo. Recimo Jan LeCun pa ta njegova raziskovalna skupina na Facebooku, oni so ogromno naredili za samo supervizirane načine strojnega učenja, na katerih v resnici GPT-3 modeli pravzaprav temeljijo na temu principu, da ne rabiš v bistvu ti jemlješ ven koščke iz podatkov, pa iz teh, ki ti ostanejo, probaš napovedovati, kaj je zmanjkalo, ta princip. In istočasno, pa tudi, kar se tiče same skalabilnosti, en najvplivnejših esejev na to temo je napisal Richard Sutton, ki je zaposlen na DeepMindu, in je napisal, da če pogledamo razvoj umetne inteligence, ne vem, za zadnjih koliko desetletij nazaj, lahko z malo bridkosti ugotovimo, da je bil glavni driver vsega tega napredka pravzaprav hardware, bolj kot pa neka sofistikacija softvera, in tako da v bistvu vidimo, da OpenAI je bil tisti, ki je dal denar v to, ampak bom rekel, ugotovitve pa znanje, na podlagi česar so oni to lahko naredili, je pa prišlo iz raznih koncev. Ja. Boris, ful ti hvala za osvetlitev, za to lučko, ki jo vedno daš tukaj. Tako da meni je bilo ful v veselje in fajn te gostiti vedno, in mislim, da ni bilo zadnjiča, zdaj se mi zdi, da bo vedno hitrejši razvoj, tako da bo vedno relevantno. Mogoče potem čez 2 leti, Ja, tako je, vedno moramo krajšati te nastope, ker bojo spremembe tudi hitrejše. Tako da ful ti hvala za čas. Hvala za povabilo, meni je bil tudi super, fajn pogovor, tako da. Super. Se slišimo pa. Slišimo, ajde, čau. Okay, adijo. Hvala, Boris, čau.